da mislim, nekako točnica izhodišče za referat profesora Božeta Repeta o vlogi in dejstva o samostojni slovenski državi ali nekaj vprašanj za osamosvojitelje. Res je to vprašanje, kdo so te osamosvojitelji? Kdo smo, ali so, ali vsi želijo biti? No, pa to je tudi vprašanje. Kdo so Božo? Hvala lepa. Ja, več istočnic je bilo tukaj in to mi prav veseli zaradi razprave. Najprej ne rečem tudi jaz, da sem ta referat končal na 25. strani in še bi ni bilo dosti. Ampak seveda bom zato lahko opozoril zgolj na nekatere probleme, ki jih bom pač kasneje razdelal morda malce bolj. No, najprej za začetek to, torej izjava, če temu lahko tako rečem, da to ni prispevek, čeprav ne zveni kot upravičilo, že kakšna druga stvar danes zvenila kot upravičilo. Torej, to ni prispevek o tem, ali bi bilo bolje ostati v Jugoslaviji kot se osamosvojiti. Gotovo je bila za Slovence kot narodno skupnost osamosvojitev kljub sedanji krizi in za številne posameznike in družbene skupine tudi brez perspektivnosti boljša kot stanje, kakšno je bilo v času razpadanja Jugoslavije. Nekaj skupine, ki je bilo to vedno skupine. Torej, tudi sicer menim, da so to vrstne razprave zgodovinopisnega stališča nesmiselne. Zgodovinar nima na voljo laboratorija, da bi preigraval komponente in ugotavljal, kakšni procesi bi se odvili, če bi kakšna omankala, bila dodana ali bi se spremenila. Vemo pa tudi, da se po vsakem družbenem prevratu vladajoča garnitura na njemu temeljuje in ne želi kreirati zgolj sedanjosti in prihodnosti, pač pa v našem primeru morda celo najbolj preteklost. Prejšnje stanje nenadoma postane absolutno črno, totalitarno, stanje po prevratu pa svetlo in izven vsakega doma. V tem se politična retorika po vstopu kraljevo Jugoslavijo, po nastanku socialistične Jugoslavije in po osamosvojitvi prav nič ne razlikuje. Kvečemo v izrazoslovju, mnogokrat pa še to ne. No, to nas, jaz mislim, vsaj zgodovinarjev, pa tudi humanistov in družboslovcev ne bi smelo odvrniti od primerjav med obljubljenim in uresničenim. Dejstvo je pač, da so ljudje v nasprotju s političnimi elitami po vsakem prevratu tudi vsakih znova razočarani in mislim, da tu ne gre zgolj za neki subjektivni občutek ali razkorak med splošnim, recimo pogojno boljšim položajem družbe kot celote in slabim ali slabšim položajem posameznikov, torej tistega dela posameznikov, ki jih je pač v nekem neugodnem položaju okolo zgodovine zateklo. Gre tudi ali še posebej za razkorak med obljubljenim in uresničenim. No in poglejmo nekaj takih obljub, kot rečeno, vseh ne morem našteti, o balkanski Švici, kot so ljubkovalno rekli Sloveniji pred osamosvojitvijo. Kolega Čepič je zjutraj dejal, da ne bo govoril o pravljicah, no jaz se bojim, da bo moral. Torej, najprej prvo vprašanje. Odhod iz balkanskega civilizacijskega kroga, samostojnost in Evropa. Tu imamo opraviti z dvojnim protislovjem. V političnem smislu Slovenija funkcionira na zelo podoben način danes, kot funkcionirajo nekdanje Jugoslovanske republike. Ne samo osamosvojitev, tudi vstop v Evropsko unijo, razen formalnih prilagoditev, to je prepisovanja evropske zakonodaje, ni prinesel bistvenih razlik. Obvladujejo jo partitokracija, odtujenost političnega razreda od ljudstva, klientelizem in korupcija, kar vse mnogo bolj celo spominja na kraljevo Jugoslavijo kot na socialistično.
Po drugi strani pa je odhod iz balkanskega civilizacijskega kroga pomenil intelektualno in kulturno osiromašenje. Ni, kaj s tem mislim, ni bil avtomatično zamenjan z evropskim, ne v kulturnem in ne v intelektualnem smislu. Filmskim, gledališkim in drugim umetnikom se je horizont skrčil z 20 milijonov na 2. Nekdanji jugoslovanski intelektualni kulturni utrip, vključno s polemikami, o katerih ste poslušali danes, ni bil zamenjan z evropskim. Slovenskih intelektualcev z izjemo Slavija Žižka v evropskih časopisih ne boste našli, kot je bilo nekdaj za jugoslovanskimi. Kaj šele na naslovnicah? Slovenski politiki v Evropski uniji, vključno z 8 poslanci, ne pomenijo nič, razen če ne gre, kot v primeru Evropske ljudske stranke, za ideološko in politično zaščito svojih inkriminiranih lokalnih voditeljev in za žaljivo dociranje slovenski družbi. No, v zadnjem času se vsaj meni osebno zdi zabavno, da nas demokracije uči romunska političarka iz Čaušeskovih časov. Slovenski pravniki ne sodelujejo pri kreiranju ne evropske ustavne ureditve, ne kazenskega in ne drugega prava, kar je pred nedavno opozoril Ljubo Bavcon. Hkrati je za večino Slovencev po raziskavah javnega mnenja nekdanji srbohrvaški jezik še vedno prvi tuji jezik. Polovica Slovencev se vsako poletje, tako kot v jugoslovanskih časih, preseli na Hrvaško. Pevci z Balkana vsaj enkrat na mesec napolnijo slovenske dvorane, tudi največje. V Beograd ali v Bučo avtobusi vsako leto zvozijo 10.000 Slovencev. No, Slovenija je vsa 90. leta vodila zunanjo politiko v slogu stran od Balkana in načrtno želela ustvarjati vtis, da nima nič z bivšo Jugoslavijo. V času Pahorjeve vlade se je to začelo spreminjati, a prepozno in zgolj na ravni fototerminov na nekdaj Titovem Brdu. Nezaupanje iz časa razpada države, dolgovi Ljubljanske banke, zaradi katerih je bila slovenskemu kapitalu zaprta pot v nekdanje republike, protislovna in nekonsistentna zunanja politika je ustvarila nezaupanje, ki ga desetletja ne bo mogoče preseči. V nekdanji jugoslovanski prostor so v ekonomskem, političnem in ekspertnem smislu uspešno vstopile druge države, zlasti Avstrija in Nemčija. Odmik od nekdanje Jugoslavije ni bil, razen v formalnem smislu članstva v EU in NATO, nadomeščen z drugimi povezavami. Drnovškova vlada je arogantno zavrnila sodelovanje s tako imenovano Višegrajsko skupino. Tedaj v prepričanju o sicer dejansko precej višji razvojni stopnji, s katero je Slovenija išla iz socializma. Danes je, tako zaradi ideoloških razlogov kot nespretnosti slovenske politike, gleichschaltana, če mi dovolite to grdo besedo, z nekdanjim vzhodnim blokom. No, po slovenski zunanji politiki bi lahko rekel še kaj, njenem servilnem sledenju ZDA in tako naprej, ampak bom to izpustil, bi pa vseeno zaključil z oceno, da Slovenija danes v mednarodnih odnosih nima zaveznikov, kaj šele prijateljev. Nima pa tudi imperija, da bi lahko tako kot Angleži royalistično dodali, imamo zgolj interese. Neodvisnost Slovenije. Neodvisnost Slovenije je bila definirana v vseh strankarskih programih. Mišljena je bila kot neodvisna od Jugoslavije. Pogled na Evropsko skupnost je bil oddaljen, romantiziran, glorificiran in nekritičen. Naša Evropa bo gospodarsko uspešna, politično in kulturno pluralistična, njene vrednote bodo svoboda, človekove pravice, pluralizem in demokracija. To je iz programa 13. kongresa ZSMS, imate pa seveda tudi v skoraj vseh drugih programih. No, mimo grede, danes je nekdo pritožil, da še ni bila omenjena partija, torej jo bom omenil jasna. Partija ali Zveza komunistov je bila prva, ki je besednjako Evropi unesla v politični jezik z geslom Evropa zdaj in tudi zamenjala rdečo zvezdo z rumeno. Danes rumena barva simbolizira, kot veste, neko drugo stranko. Torej, zgodovinska primerjava,
Torej, najprej to, posledica nekritične vere v Evropo je bilo uklanjanje zahtevam nekaterih članic in podrejanje tudi že v času procesa približevanja. O tem sem večkrat pisal in ne bi primerno tukaj našteval. Zgodovinska primerjava tudi kaže, da je bil prenos suverenosti Slovenske republike na jugoslovansko, sicer dolgotrajnem, približno 20-letnem procesu, morda celo malo več, na koncu vendar bolj definiran, kot je v primeru Evropske unije. Vpliv slovenskih politikov na jugoslovansko politiko pa neprimerno večji. Današnji vpliv Slovenije v Evropski uniji je kvečjemu primerljiv s časom Avstro-Ogrske, je na ravni jezikovne enakopravnosti in nič več. Že tukaj imam sedaj nekaj pomislekov, kar sem slišal Aleša. Mislim, da nismo še na tej ravni, ko zadeva Evropsko unijo, kot smo bili za Jugoslavijo. Si predstavljate, da bi na primer katerikoli jugoslovanski organ, da bi si drznil razsojati o tem, kdo in na kakšen način razpolaga z vodnimi viri v Sloveniji. Ali če gremo do bolj humornih, a povednih stvari, da bi bilo po JUS-u, torej po tedanjem jugoslovanskem standardu, določeno, naj bodo kumarice ravne in kakšne velikosti naj bodo. Da o kakšnih bančnih, fiskalnih in podobnih direktivah niti ne govorim. Tukaj se seveda zastavlja tudi vprašanje demokratičnosti, ker običajno je najpogostnejši odgovor na take kritike, ja, Jugoslavija je bila totalitarna država, Evropa je pa demokratična. Ampak seveda lahko zastavimo tudi vprašanje, koliko lahko ljudje v resnici vplivajo na kadrovske in druge izbire, razen pri tistih nekaj poslancih v Evropskem parlamentu. Koliko ste, na primer, lahko vplivali na izvolitev komisarja Potočnika? V Bruselj ga je poslala stranka, ki danes obstajala še po imenu. Komu odgovarja in koliko javnost sploh ve o njegovem delu, čeprav bi lahko bil najvplivnejši slovenski politik v Bruslju. No, odgovarja kot vemo birokratski Evropi in na Sloveniji. In zaradi oddaljenosti in mističnosti, po nekakšni, jaz bi rekel, franc-joževsovski mentaliteti, po anketah javnega mnenja že leta med najbolj priljubljenimi Slovenci. Socialno pravična, ekonomsko uspešna in pravna država. Tukaj vidite nekaj primerov iz strankarskih programov, zapisani so prav tako skoraj v vsakem pred prvimi večstrankarskimi volitvami. Slovenska politika se je v času Drnovškovih vlad odločila za tako imenovani gradualistični pristop, ki je temeljil na postopnosti in pragmatičnosti, izogibanju političnim in drugim pretresom in na postopni privatizaciji. Do leta 2004 je tak pristop veljal za zgodbo o uspehu. Vendar je pomemben del privatizacije, to je denacionalizacija, že v začetnem delu potekal na ideološki osnovi. Lastnina je bila unikatno vračena v naravi, vključno z velikimi cerkvenimi in drugimi feudalnimi posestvi. Slovenija je takrat v resnici v pravni red mlade republike vnesla feudalne prvine. Vračanje je potekalo po čudnih pravnih poteh in še bolj čudnih kriterijih pri priznavanju jugoslovanskega državljanstva, ki je bilo pri tujcih pogoj za vračanje. Na slovensko zunanje ministrstvo so na primer za avstrijske ambasade, pa tudi za ameriške in še kakšne prihajali prioritetni spiski. Soočali so se na vse mogoče pritiske nepripravljeni občinski organi in ekipe dobro plačanih odvetnikov. Podobno je bilo v odnosu med katoliško cerkvijo in državo, ki so ji vse vlade priznavale neformalen status državne cerkve in vlogo sogovornika na državni ravni. Ne zgolj pri vprašanjih premoženja, pač pa tudi participacije v državnih medijih, glede šolstva in na drugih področjih. Kolega Plinčič, mislim, da je to zelo plastično pokazal v zadnji knjigi. Torej, konflikti glede privatizacije so se potem končali s tako imenovano pidovsko privatizacijo, od katere večina državljanov ni imela nič ali zelo malo, če niso imeli ravno dobrih zvez in možnosti nakupa delnic, sicer vse redkejših propulzivnih podjetij.
V zadnji fazi pa s tako imenovano tajkunsko privatizacijo, ki je v državnih bankah pustila milijarde luknje, pri čemer je v pomembnem delu sodelovala tudi katoliška cerkev. Tedanja SDZ je bila prepričana, da bi s privilegiranim položajem tujcev v gospodarjenju, to je citat, ustvarjali polkolonialno gospodarstvo. Danes bi, kot veste, njeni nasledniki, v mnogo čem celo isti ljudje, državno premoženje prodali vsakemu, ki pride mimo, in to skoraj da dobesedno. ZSMS, kasnejša liberalna stranka, ki se je z delom SDS združila, pa je trdila, pazite, naloga države oziroma vlade je, da omogoča in spodbuja zakonito bogatenje. No, bogatenje je seveda res bilo za posameznike povezane s politiko in najbrž je bilo tudi zakonito, vsaj v velikem delu. ZSMS je imela v načrtu tudi gospodarski koncept, ki ne bi temeljil na dotedanji industriji, pač pa prometi, turizmu, trgovini in bančništvu. No, tudi to se je uresničilo. Danes Slovenija nima skoraj da nobene industrije, še manj razvojnih laboratorijev, ki so jih imele nekdanje tovarne. Ima pa eno najbolj zastarelih železniških omrežij, čeprav je socialdemokratska stranka Slovenija, sedanja SDS, ki železnico še danes obvladuje, v program zapisala. Železniškemu prometu je potrebno vrniti tisti standard in tehnični nivo, ki smo ga v preteklosti zapravili v tolikšni meri, da smo v tem pogledu najslabši v Evropi. Če smo bili tedaj najslabši v Evropi, kje smo sedaj. Imamo verjetno najbolj preplačane avtoceste v Evropski uniji, a citirajmo znova SDS iz leta 1989. Gospodarjenje s cestami je treba postaviti na zdrave finančne temelje, samo upravljanje pa prilagoditi sodobnim evropskim vzorcem, brez možnosti vpliva dnevne politike na delo cestno-upravnih organov. No, da imam še vrsto drugih pomerov, ampak kot rečeno, jih ne morem misliti. Obramba in vojska. Vse stranke so bile zakrčene stroškov za obrambo. Ti so danes precej višji, kot je bil delež, ki smo ga za obrambo dajali v Jugoslaviji. Ob tem, da je velik del slovenske industrije od jeklarske in izdelovanja vozil do tedaj najbolj sofisticirane opreme, da so proizvajali v Sloveniji za obrambne namene. Torej, danes Slovenija za vojsko daje neprimerno več, kot je v jugoslovanskih časih. Obremenjena je s prodajo orožja in s korupcijskimi aferami pri nabavi. O demilitarizaciji ni bilo in ni besed, čeprav je v vseh programih. Tudi v programu Demosa je mislil, da bomo demilitarizirani. Ne samo Demos, tudi vse posamične stranke. Slovenske politične elite so s financirano propagando, podporo medijev in povezovanjem vstopa v NATO z vstopom v EU uspele, torej s tem, da je Slovenija vstopila tudi v NATO. Slovenska vojska je na nekaterih kriznih žariščih v službi ZDA, v resnici je okupacijska vojska, sedaj že neposredno zapletena tudi v oborožene spopade v Afganistanu. O teh nas obvešča minister, ki je menda mirovnik, vsaj tako se je predstavljal ob izvolitvi. Kaj bi šele bilo, če bi imeli militantnega ministra? V notranjih odnosih je slovenska vojska ideološko zbegana, največkrat v odvisnosti od politične orientacije vsakokratnega ministra, za kar seveda vojaki in oficiri niso krivi na podobne sporazume. Enkrat simpatizira z domobranskim, drugi s partizanskim gibanjem, tretjič z obema. Tradicijo išče vsem in vsakomur, ki je kdaj nosil uniformo. V Nemčiji je vojska utemeljena na sicer neuspešnem zarodništvu Hitlerju, v Sloveniji pa njeni predstavniki hodijo na domobranske proslave. Okolje. Danes ekologi ugotavljajo, da je vsaj četrtina Slovenije ekološko onesnažena, tako kar zadeva zemljo, zrak in vse druge oblike onesnaženosti. ZSMS, predhodnica LDS, je jedrsko elektrarno nameravala zapreti najkasneje do leta 1985 in tudi zakonsko prepovedati termoelektrarne na premog in mazut.
ker moram končati, seveda ne moram narediti vseh primerov z področja stanovanjske politike, torej zaposlovanja, pomoči mladim, financiranja zdravstva, upokojenske politike in tako naprej. Same zadeve, ki zvenijo, kako bi rekel, zelo utopistično sedanjega stanja. Tudi to, da so stranke izrazito nasprotovale raziskovalni politiki, ki povzroča beg možganov, in še vrsta drugih. Lahko bi našteli tudi kaj takega, kot je razumljiv politični jezik. Krščanski demokrati so bili izrazito zato, čeprav je danes prav tako jezokovski, kot je bil samo upravni, samo da imamo druge eufemizme, namesto uničevanja socialne države se reče bitka države in podobno. Končal bi s tem. Politična elita, ki je Slovenijo peljala v samostojnost, ni bila nič boljša od tistih dveh, ki sta jo pripeljali v obe Jugoslaviji. Imela je pa od vseh treh največ legitimnosti, s plebiscitom in z volitvami, a jo je zlorabila. Po svoji formi mentis je prav tako strankarska, sebična, mislila je zgolj na svoje koristi. Razen nacionalne države in cilja biti v njej absoluten gospodar, tako kot so bili Korošec in njegovi Dravski banovini v letih pred drugo svetovno vojno, ni imela vizije. Kljub Demosovi obljubi, da svojega odnosa do preteklosti ne bo gradil na protipartijskem revanšizmu, je to danes osrednja točka delovanja vsaj ene stranke in z njo povezanih medijev. Gre za permanentno psihološko vojno, v stari državi bi rekli specialni rad. In histerizacija slovenske družbe ni prav nič drugačna, kot je bila v jugoslovanskih časih, v času mitingaške politike in nočnih sej CK-JU. Torej, tisto naslovom mojega referata o zastavljanju vprašanj samosvojiteljem je bilo seveda mišljeno retorično. Vse smo jih že mnogokrat vprašali, zgodovinarji. Ampak odgovorov imajo kvečjemu izgovore. Danes je Slovenija zabetonirana v osamosvojitvena razmerja in izgublja poosamosvojitveno generacijo, ki bodisi beži iz države, bodisi vegetira brez prihodnosti. Zato naj končam s citatom iz programskih dokumentov 13. kongresa Zveze socialistične mladine Slovenije, ki je malo kasneje postala liberalna stranka, ki so ga v nekem manjšem poglavju z naslovom Osvoboditev od osvoboditeljev, kar je zelo poveden naslov, zapisali so kreatorji sedanjega stanja, to lahko mirno rečemo. Torej, citiram, tako kot imate zapisano, tuja sta nam tako čaščenje podob kot njihovo razbijanje. Prihodnost, kakršno si želimo, vidimo onstran izpravljene ikonografije in kontinuiteto zgodovine, onstran prijetosti v omejene horizonte in alternative preteklosti. Kar mene zadeva podpišem, ne njim, pač pa novi generaciji, ki vam prihaja. Hvala.